Vsak od nas je dober v vsaj eni stvari, tudi če je ta stvar dosti brezvezna, kot je recimo miganje z ušesi. V vsakem primeru se lahko počutite dobro glede samega sebe. V današnjih quickiejih pa še par nasvetov za nesamozavestne med vami. Verjetno ste že slišali za izraz fake it till you make it, kar v prevodu in z moje interpretacije pomeni, da se pretvarjate, da ste samozavestni, dokler zares ne postanete samozavestni. Zakaj bi to delali? Iz dveh razlogov. Prvič, drugi ljudje ne vejo, kako se vi počutite. Vi mislite, da vas vsi vidijo, kako švicate in se tresete, ampak v resnici imajo ostali preveč dela sami s sabo, da bi vas sploh opazili. Tako da se samo pretvarjate, da je vse v redu in tudi bo. Drugič, če boste vi sami sebi govorili, da ste res velik car, carica, cartek, potem bodo vaši možgani temu verjeli. Strokovnjaki so že ne vem kolikokrat dokazali, da lahko s pozitivnimi mislimi triknemo naše možgane, da je vse v redu. Je pa res, da so strokovnjaki dokazali, da je Zemlja okrogla, pa par ljudi še kar ne verjame, tako da... Zagotovo ste že slišali za izraz "tok laže, da sam sebi verjame", ali pa da laž, ki se 100-krat ponovi, postane resnica. Tukaj gre za isto stvar, samo vaša laž naj bo, da ste največja legenda na svetu in po 100 ponovitvah bo to postalo resnica. Tako kot moje mišice. Jaz sam mislim na telovadbo, pa one že rastejo. Na naše mnenje vplivajo drugi ljudje, to je dejstvo. In če vam nekdo od bližnjih reče, da vam nikoli ne bo uspelo postati svetovni prima balerin, potem mu vi verjamete. Ampak zakaj bi vi verjeli tej osebi? A lahko napoveduje prihodnost? A ima čarobno kristalno kroglo? In če jo ima, a tudi zares dela, ali je to samo narobe obrnjen akvarij? Vi ste lahko karkoli hočete, tudi svetovni prima balerin. A me slišiš, mami? Svetovni prima balerin bom! Noben ne ve, kaj lahko naredite ali pa česa ne morete. Tudi vi ne, dokler ne probate. Tako da nehajte poslušati druge, pa sam naredite, kar si želite. Razen, če hočete leteti kot Superman ali pa Wonder Woman, pa vam drugi ljudje govorijo, da to ne bo šlo. Takrat jih poslušajte. Če hočete biti samozavestni, potem stojte, kot stojijo samozavestni ljudje. Obstajajo tako imenovane power poze. Gre za telesno držo, ki jo običajno vidimo pri uspešnih in samozavestnih ljudeh. Za tako držo je značilno, da je naše telo odprto in zavzema veliko prostora. Temu nasprotne pa so pussy poze, kar ni strokoven izraz, ampak sem si ga jaz ravnokar izmislil. Ampak v tej pussy pozi pa je naše telo manjše, bolj zaprto. Power poze izhajajo iz živalskega kraljestva, ki smo ga ljudje nedolgo nazaj zapustili. Gre za to, da se alfa samec obnaša grozeče do drugih članov v tropu, ker želi ohraniti svojo alfa pozicijo. Drugi samci pa se temu pokorijo ali pa se alfi postavijo po robu. Alfa samice po drugi strani pa so vedno pametnejše in se v te stvari sploh ne spuščajo. Samci, to je pa druga zgodba. Mi se pa vedno radi šopirimo pred samicami ali pa pred drugimi samci. Hashtag ne obsojati. In pazite to. Raziskave so pokazale, da če sami namenoma stojimo v eni od teh power pose, naše možgane triknemo, da se v resnici počutimo boljše kot se. Naši možgani so res neumni, v karkoli jih lahko prepričaš. Zemlja je ravna, zemlja je ravna, zemlja je ravna. Ne, še kar nič. Kako enim to rata? Če vas je strah pred maturo, pred govornim nastopom, preden boste nekoga povabili na pijačo, pejte na stranišče in dajte roke v zrak. Naredite se večjega, močnejšega, hitrejšega in po 2 do 3 minutah se boste tako tudi počutili. Pa tudi, če se vam to zdi neumno, kaj imate pa za zgubiti? Ja, se lahko kdo vstopi v šolsko stranišče, medtem ko se vi derete, jaz sem kralj sveta, ampak ne se sekirati, itak se vas bo ustrašil, ker ste v power pozi. Vsi ste fajn, ne se sekirati, ne poslušati ljudi, ki vam pravijo, da vam ne bo uspelo. S treningom se daleč pride in če se želite počutiti kot zmagovalci, potem se postavite v pozo zmagovalca in poharite ta svet. Imate to.